Glasovi svetov. Verjetno ni naključje, da na steni delovne sobe in v spalnici velikega slovenskega filozofa, antropologa, psihologa in teologa dr. Antona Trstenjaka še danes visita dve podobi. Slika njegove matere in fotografija prvega človeka, ki stopa na Luno. Med njima je skoraj simbolno zajeta vse, kar je bil dr. Anton Trstenjak. Človek korenin in človek zazrt v prihodnost. Dr. Anton Trstenjak je bil eden največjih slovenskih mislecev. Bil je vizionar in pionir na številnih področjih, ki je znal z enako pozornostjo razmišljati o človeku, o veri, znanosti in prihodnosti. Letos zaznamujemo dvojni jubilej, 120 let od njegovega rojstva in 30 let od smrti. Trstenjaka je zanimal človek. O njem pove njegov nekdanji sodelavec in sosed, profesor Jože Ramovš. Vsakega, ki je s svojimi stiskami in skrbmi, svojo življenjsko zgodbo prišel k njemu po nasvet in pomoč, je spoštoval, dodaja. Kadar je dolg pogovor bil, recimo uro pa pol s kakšnim depresivnim človekom takem, ko je vse črno videl, pa je dolgo govoril, eno in drugo sta se pogovarjala, tudi on je znal precej povedati človeku in človek njemu se je odprl. Ko se je pa enkrat preklopilo, da je pa vzdušje ratalo bolj vedro kot sonce po dežju, takrat je pa on počasi zaključil. In mi je rekel, morda večkrat, ampak se živo spomnim, rekel, veš, Jože, jaz z depresivnim človekom, ko pride, se toliko časa pogovarjam, samo ne morem glave zamenjati, ampak toliko časa se pogovarjam pa tako, da se oba od srca nasmejeva, oba, on in jaz, ker sem bil pa jaz zraven, smo se pa vsi trije. Ko se vsi trije od srca nasmejimo, se pravi, da vedrina, radost prevlada nad oblaki, nad grmenjem, nad dežjem, prav takrat se pa lahko poslovimo, to je tako za hec rekel, ampak je držalo. Tokratno oddajo Glasovi svetov posvečamo življenju in delu enega najvidnejših slovenskih mislecev, intelektualcev in humanistov, dr. Antonu Trstenjaku. K poslušanju vas vabim, Iztok Konc. Dr. Anton Trstenjak se je rodil 8. januarja 1906 v Radmošci pri Gornji Radgoni. Rodil se je v družini malih kmetov, očeta Janeza in matere Marije. Bil je tretji otrok po vrsti in edini fant med 4 sestrami. Osnovno šolo je obiskoval v Negovi, klasično gimnazijo v Mariboru. Po gimnaziji je šolanje nadaljeval na univerzi v Innsbrucku, kjer je leta 1929 doktoriral iz filozofije in leta 1933 iz teologije. V Mariboru je bil leta 1931 posvečen v duhovnika. Izpopolnjeval se je v Parizu in Milanu, služboval je v Mariboru, Zagrebu in v Ljubljani. Dr. Anton Trstenjak je umrl leta 1996 v Ljubljani. Trstenjak je gotovo najmočnejši znanstveno, strokovno in človeško kot antropolog. Pojasnjuje profesor Jože Ramovš. To se pravi, njegovo zanimanje je bilo, da tako rečem, od začetka, od začetka šolanja pa do smrti pri skoraj 91 letih, kdo in kaj je človek. To je pa važno vprašanje, ker karkoli človek dela, ali materialnega, recimo, če je mehanik, je avtomobil predmet, s katerim dela in ga mora poznati. Z ljudmi pa za ljudi pa dela v razvitem svetu vse poklice in prostovoljstvo, skupaj seštejemo večina ljudi, več kot polovica.
ker delo z ljudmi ni samo psihoterapija v ožjem pomenu, ali pa recimo medicina, je prav tako vsa vzgoja, vse izobraževanje je delo z ljudmi, vse upravno delo, vse politično delo je delo z ljudmi. In če delamo z ljudmi, kot sodelavci ali kot vodje, ki vodimo neko skupino, delovno, menedžersko ali kakorkoli, glejte, je človek enako, kot je za mehanika avtomobil pa njegov motor. Če ga ne pozna, potem dela narobe ali pa naključno. Naključno prav ali pa naključno narobe ali pa naključno, kot smo rekli pri vojakih, v bojevo brdo, v prazno. Pa še več, mehanik dela z nekim predmetom, mrtvim, motorjem in avtom. Ko pa z ljudmi delamo pa z živim človekom, dinamičnim, ki se sam razvija, ima svojo osebnost, svoje spoštovanje, svoj ponos, svoj pogled nase, na druge vse. To se pravi neprimerno bolj komplicirano kot katerokoli živo stvar v vesolju ali na zemlji delamo, je delo s človekom za človeka. Pa še tretja stvar, ki je pa odločilna. Pri delu z ljudmi za ljudi smo tudi mi ljudje. Enako kot tisti, s katerim delamo. To pa pomeni, če nimamo, cel življenje ne iščemo poglobljenega, celostnega odgovora, kaj je človek, kdo je človek, potem ne vemo nič o sebi, kako usmerjati sebe celostno, trajnostno, da bo teh, kolikor let je že pri meni to 80 recimo, bo naslednji rojstni dan, kako teh 80 let sebe usmerjati pri sožitju z drugimi, pa sodelovanju z drugimi, pa kako z drugim delati, da ne bo slabše kot prej. Tako da, glejte, ta Trstenjakova usmeritev, antropologija, celostna, antropologija je 10 ali pa še več, 100 lahko rečemo. Mnoge so zelo ozke, recimo kakršnakoli biološka ali pa sociološka ali pa kaj drugega, ki so ozke, ki človeka gledajo samo kot člen družbe. Sociološka recimo, biološka, njegove kosti, kako se lobanja razlikuje recimo od pitekantropusov homo sapiensa. Medtem ko celostna, Trstenjak je bil pa zanimal se za celostno antropologijo, se pravi vse znanje o človeku, vse izkušnje človeških kultur, o tem, kdo sem jaz, kdo smo ljudje, kako naj s seboj ravnamo, da bo prav. To je Trstenjakova špica in v tem kontekstu lahko rečemo, da je, ne samo, da je Trstenjak največji antropolog v slovenskem narodu do zdaj, ampak tudi, da je tukaj tisti njegov pomen, ker če s seboj in z drugimi prav ravnamo, eden od stranskih učinkov je tega, da smo srečni. Ne samo zadovoljni, pa zadovoljeni, ampak srečni, tista globoka srečnost. To je velika stvar. Ob tej misli se ponudi asociacija na eno od Trstenjakovih najbolj znanih del z naslovom Človek in sreča. Knjigo je leta 1974 izdal pri Mohorjevi družbi. Na strani 99 najdemo naslednji odlomek, prebral ga bo radijski kolega Jure Franko. Srečen je človek, ki je našel smisel. Končno je vse človekovo prizadevanje po čim popolnejšem osamosveščanju le hrepenenje po osmišljanju življenja ali bolje samega sebe. Vse postopno prizadevanje človeštva, da se dvigne čim više, da dosega čim višjo stopnjo spoznanja, da se čim bolj zaveda sebe in svojega mesta v stvarstvu, v jedru nič drugega ni kakor prizadevanje ali hoja za smislom življenja. Če rečemo, da gre vse človeško prizadevanje za tem, da bi dosegli čim popolnejšo srečo, potem je to v jedru isto, kakor če rečemo, da vse človeško prizadevanje teži, da bi dosegli smisel življenja, doseči srečo. Uteha, ki jo daje spoznanje smisla, je osrečujoča.
V smislu življenja najde človek obenem življenjsko srečo. Profesor Jože Ramovš. To je ena od knjig, in sicer predzadnja v seriji 9 knjig poljudne psihologije ali pa psihohigiene. Prva knjiga je šla 54. leta Med ljudmi, zadnja pa 93. Umrješ, da živiš, pred njo 20 let pa Človek in sreča 74. leta. Ta knjiga je pomembna, saj naknadno, ker slovenski psihologi so na svojem kongresu leta 2006 razglasili Trstenjaka za prvega slovenskega pozitivnega psihologa. In sicer zaradi te knjige 1974 Človek in sreča. To je gotovo pozitivna psihologija. Ampak prav tako je pozitivna psihologija so tudi vse druge njegove knjige. Tudi njegova prva knjiga, ki je bila tudi prva na svetu, 41. leta, Pedagoška psihologija. To je prva pedagoška psihologija na planetu Zemlja, ki jo je Trstenjak napisal. Ali pa recimo druga knjiga, 44. leta napisal, 46. pa je šla, Pastoralna psihologija, tudi ta je pozitivna. Kaj to pomeni? Psihologija in z njo psihoterapija, pa pedagogika za njo, je od začetka 20. stoletja, tako rekoč od svojega začetka, kolikor se ni ukvarjala z to fizikalno psihologijo, refleksije pa tako naprej, pa z vedenjem, behavioristična, kolikor je se ukvarjala z duševnostjo, globinsko, je bila pozorna pri človeku na temno stran, na senčno stran, na patologijo. Danes govorimo o psihoterapiji, da je celo 20. stoletje bilo usmerjeno v patogenezo. Kaj je pri človeku narobe, kako je do tega prišlo? Vidite, to je patogeneza. Kako je patologija nastala? Kar ima, po besedah sogovornika, dobro in slabo plat. Dobro tega je to, da si o človekovi šibki strani, patologiji, individualno in družbeno veliko raziskalo. Je veliko, res veliko spoznan iz teh recimo 100 let. Slaba stran tega je pa, slovenski pregovor prav, drek, če ga bolj mešaš, bolj smrdi. Oprostite temu izrazu, vendar pa je v tem primeru zelo zgovoren. To se pravi, tudi če vse še tako nadrobno vemo, kako je neka stiska, težava ali pa duševna motnja in patologija nastala, s tem še ni nič rešeno. Bila je hipoteza, že pri Freudu naprej, ko človek zavesti svoj problem, svojo stisko, svojo težavo, svojo motnjo, nevrozo ali karkoli, s tem zgine. Ta hipoteza je zanimiva, ima svojo težo, vendar pa v celoti še zdaleč ne drži in se ni obnesla. Vidite, zato je psihoterapija, ki je bila tako popularna po drugi svetovni vojni, zlasti v Ameriki, je prišla na slab glas. Čeprav je tam zelo razširjena, da ne more popravljati. Telesni zdravniki, recimo jaz sem pljučni bolnik, že 50 let imam pol pljuč, ampak ti popravijo in živiš. Jaz ne bom mlad umrl, pa so mi pred 50 leti pol pljuč odrezali. Pa na 3 glav sem velikrat bil med tem in tako naprej. To pa pomeni, telesni zdravniki se vidi, kaj popravijo, mehaniki pri avtomobilu še bolj in tako naprej, medtem ko psihoterapija pa zašla na slab glas v tem, da dela, računa, uspeh na koncu koncev je pa bolj ali manj piču, govorim podcenevalno o poklicu, ki je moj. Jaz sem 2krat specializacijo psihoterapije delal v tujini po 4 leta. Hodil, tako da, če se, kako bi rekel, govorim kritično, govorim o sebi, o nikomor drugom, o nobenem psihoterapeutu, ampak o poklicu tam na slab glas je prišel zaradi tega, ker je zelo veliko vedel o patologiji, diagnostike in tudi kako nastane, kako pa iz tega ven pride, da bo človek zadovoljen, srečen in drugi z njim zadovoljni, da bo sožitje in življenje dobro. Tukaj je bila pa šibka psihologija in z njo psihoterapija, pedagogika, vzgoja, pa mediji, pa javno mnenje, pa to prevzelo kot svežo žemljico do današnjega dne. In to je, kako bi rekel, ta slaba novica je dobra novica, to širjenje temnega, črnega,
Posledica tega množična kulturna je pa to, da so ljudje čedalje bolj malodušni. In to, kar se zdaj v naši evropski kulturi dogaja, da nimamo zaupanja v prihodnost slovenske kulture, evropske kulture, da ne samo moja generacija, baby boomeri, ki se staramo, pa smo morda res bolj nagnjeni k pesimizmu, ampak od nas starih, tudi srednja pa mlajša generacija v Evropi je pravzaprav polna tega, vse gre narobe, vse je za nič, vsega bo konec. Da malo pretiravam. Na koncu stoletja 20. tam okrog leta 90, se je pa ta voz spoznavanja človeške duševnosti pa medsebojnih odnosov obrnil pa v drugo smer. Strokovno rečemo v solutogenezo. Se pravi, kako iščemo rešitve. Teoretično pa raziskujemo pri človeku tudi njegove dobre izkušnje, njegov zdrav razvoj, tisto, kar je na njem trdno, tisto, kar vleče njega, sožitje in kulturo naprej. Nastala in uveljavila se je pozitivna psihologija. Ta mlada veja psihologije preučuje pogoje in procese, ki prispevajo k pozitivnim psihološkim stanjem, kot so zadovoljstvo, veselje, sreča, k dobremu počutju in pozitivnim odnosom. Pozitivna psihologija preučuje človekovo blagostanje. Za njen začetek štejemo leto 1998, ko je ameriški psiholog Martin Seligman pozitivno psihologijo izbral za temo svojega predsedovanja Ameriškemu psihološkemu združenju. Izraz pozitivna psihologija je sicer prvi uporabil sloviti Abraham Maslow, oče humanistične psihologije, že leta 1954 v knjigi Motivacija in osebnost. Za prvega slovenskega pozitivnega psihologa štejemo doktorja Antona Trstenjaka. In Trstenjak je svojo psihologijo, recimo ta knjiga Človek in sreča, po mnenju slovenskih psihologov na kongresu ob 10-letnici njegove smrti so ga razglasili, da je prvi slovenski pozitivni psiholog, vendar je pa to, gledajte, 20 let pred prelomom v svetu. Če pa računate, da je Trstenjak bil tak že 20 let pred to knjigo tudi, ali pa 30 let v svojih prvih delih, med ljudmi, hoja za človekom, človek v ravnotežju, pota do človeka, človek v stiski, če bi še enkrat živel, to so te knjige, letje, potem pa je Trstenjak pravzaprav bil vizionar. Notranja sreča torej ni prava sreča, če ni združena z upanjem v prihodnji dan. Sreča, ki jo uživam danes, ni nobena sreča, če jo gloda črv negotovosti. Če ji ni zagotovljena trajna posest, pa recimo vsaj nepregledno dolga posest. Upanje v prihodnost sreče je tedaj sestavni del vsake sreče. Po upanju je vsaka sreča obrnjena v prihodnost, ta pa je za naš sedanji obstoj in sedanjo srečo onstranost. Vsaka sreča je tedaj onstransko usmerjena. Vseeno je, kako kdo pojmuje to onstranost. Za vsakega velja, da se sreča ne more izčrpati v sedanjosti. Sreča, ki bi bila vezana samo na sedanjost, bi bila hudo varljiva. Sreča mora imeti vsaj v upanju tudi delež neminljivosti. Trstenjak je ena od osebnosti, eden od ljudi, bom rekel bolj prav, eden od ljudi, ki jih imam v spominu in, kako bi rekel, v izkušnji, da so mi dali zelo veliko. Je še kdo drug, Frankl in tako naprej, ampak gotovo od naših je to Trstenjak, pa še kdo. Profesor Jože Ramovš, tudi sam antropolog, pa logoterapeut in socialni delavec, je z doktorjem Antonom Trstenjakom med drugim sodeloval v okviru inštituta doktorja Antona Trstenjaka. Ta deluje na Risljevi ulici v Ljubljani. Tako, čista prva srečanja s Trstenjakom oziroma z njegovo mislijo so bila pri meni v osnovni šoli v otroštvu, ker smo imeli doma knjige, Mohorjeve knjige, in takrat so v 50 letih, sem bil šolar, so izhajale
tiste prve njegove knjige Med ljudmi, Pota do človeka, ali pa potem 4. Človek v ravnotežju, ta označajo. Tam je bila kot mladostniku oziroma pubertetniku zelo blizu. Potem pa v gimnaziji pa profesor pedagogike je njegov rojak, dr. Dermota, bil velik pedagog in psiholog tudi. Ta pa je nas opozarjal na Trstenjaka in tudi dal nam po skrbu, meni vsaj, separat, ki je naprej šel par let, ene 100 strani o teorijah osebnosti iz njegovega poznejšega orisa. Oris, psihologija oris. In to je, kako bi rekel, je bila pa le na tistih 100 straneh teorije osebnosti, kar je bilo do takrat v psihologiji znanega. Tako da, ko sem končeval gimnazijo, sem z njim pa osebno stik navezal, to se pravi, dobre 4 stoletja preden je umrl, okrog 70 leta, od takrat naprej sva bila pa povezana. Jaz sem tudi študiral kot laik na teološki fakulteti, ker je bil profesor psihologije, filozofije in sva bila od takrat povezana. Tako tesno sem bil tudi pri njem delal diplomo, magisterij in potem doktorat. Poznaje, v tistem času sva postala tudi, tako da rečem, sodelavca, tako da smo potem ob osamosvojitvi Slovenije, ki je bil pa zakon o zavodih, smo pa kot prvi samostojni nevladni raziskovalni izobraževalni znanstveni zavod ustanovili ta inštitut, ki se zdaj imenuje po njem Inštitut Antona Trstenjaka. Tako da 4 stoletja imam krasnih odnosov, osebnih, znanstvenih in človeških in družinskih z njim. Je bil tudi na nek način, če tako rečemo, smo sosedje bili njegove zadnja leta življenja in je pri nas velikokrat bil skupaj z gospodinjo, pri katerih je kot podnajemnik stanoval pokojno, Jelko Lapajne, učiteljico, ki je lani umrla, stara 97 let, sta bila večkrat na kosilu smo, tako da smo bili domači. O Antonu Trstenjaku pogosto beremo kot o človeku nemirnega duha in velike radovednosti. Že kot otrok naj bi slutil, da njegovo življenje ne bo ostalo omejeno na domače gorice. Sam je pozneje pripovedoval, da je raje bral, risal in sanjal o daljnih deželah, kot pa razmišljal o kmečkem življenju. Otroštvo je opisoval kot nežno, nekoliko melanholično in zaznamovano z željo, da bi videl in razumel več od sveta, ki ga je imel pred očmi. Toda kakšen človek je bil dr. Anton Trstenjak v osebnem stiku? To sem vprašal svojega sogovornika, ki ga je poznal, z njim sodeloval in se z njim družil, profesora Movš. Ja, gotovo je bil po naravi zelo nadarjen. Nekdo je po naravi, ima organizem, da je zelo močan, nekdo ima izjemno velike naravne zmožnosti za socialne odnose, da je zelo družaben, da tako rečemo. Nekdo je pa intelektualno, da pa stvari razume, povezuje, pa dober spomin ima. Trstenjak je tukaj predvsem bil nadarjen intelektualno, vendar pa je bil tudi čustveno, doživljajsko in socialno zelo nadarjen. On je ena kombinacija, po moje, ki mu je narava dala veliko, pa tudi od začetka življenja njegova družina, oče je bil zelo bister matematično, kmet sicer, tam majhen kmet, je bil pa za tiste vasi okoliške župan, v enem obdobju takrat pred prvo svetovno vojno pa po njej, in je vse parcelne številke za vse kmete na pamet, vse parcelne številke iz katastra. Veste, to pomeni le, da je bil zelo bister, pa še marsikaj bi lahko rekel. Oče, pa tudi tako znal je ljudi povezovati, mati pa je bila srčno dobra, čustvena, prijetna, šaljiva, pela je rada. Materina slika nad njegovo posteljo visela cel življenje, še zdaj visi v njegovi sobi, ki je ostala nespremenjena, spalnica pa knjižnica, a ne, tako da mater je cenil. Je pa bila šaljiva. Eno anekdoto, če vam povem o tem, po vojni, ko so bile meje bolj zaprte, ampak Trstenjak je bil le v svetovnem gremiju barvnih psihologov, med 3-4 največjimi na svetu za barvno psihologijo, so ga vabili na kongrese po svetu, kmalu po vojni, in tudi so mu dali pasuš, saj za to in tam, vse v tem so tudi anekdote.
kako so mu naročali, kako se mora obnašati, pa da ga bo spremljalo 4 oči, kjerkoli na svetu bo in kaj bo govoril. Ampak to so take anekdote, ki danes niti niso več zanimive. Zanimivo pa to, da enkrat, ko je bil v povojnih letih, morda v 50-ih, v tujini in v Angliji, v Londonu, ki je domov šel, z Avstrije se je doma oglasil v Gornji Radgoni oziroma v domači vasi pri mami, oče je že umrl med vojno, pa je tam, ko sta kramljala, se je pohvalil, mati, sem bil na radiju, na BBC, na londonskem radiju. Ja, ona kmečka ženska, taka šaljeva, ja, in kaj si tam imel? Pa kaj je govoril, je ni pripovedal, pač pa je rekel, veš, za 1 minuto so mi plačali 1 funt šterling, angleški funt. Mama se je za glavo prijela, Tonek, se ti ne omeni, jaz ne bi nehala, a ne? Če bi mi 1 funt plačali za minuto, jaz bi govorila ure in ure. Tako da mati je bila prijetna, je dobil dediščino staršev, družine, narave, Slovenskih goric, Prleško, to prleško domoljubje, slovensko Prleki so domoljubi, jezik imajo tudi lep, čist slovenski, veliko intelektualcev tam. Družba, ki jo je pa imel od začetka, gimnazijska družba, pa potem študijska družba, pa potem čez celo življenje, ki je v Ljubljano prišel, to so bili pa res elitni ljudje, ki so v slovenski kulturi naredili, da tako rečemo, v 20. stoletju na različnih področjih največ. To je bilo gibanje krščanskih socialcev, tako imenovanih, ki ga je bil Trstenjak deležen že v gimnaziji v Mariboru, ker je bil prvi, ki je to gibanje iz Nemčije od Gvardinija prinesel sem, je bil njegov profesor gimnazijski, pa potem tudi na mariborskem bogoslovju in je v ta krog prišel. Recimo, če nekaj ljudi naštejem, tak znan krščanski socialc najbolj je seveda Edvard Kocbek, malo starejši od njega, sta bila prijatelja. Pa potem recimo oba brata Vodnika v Ljubljani, pesnika velika. Pa recimo, če vzamemo druge poklice, Golnik je zelo zaslovel po vojni, pa že med vojno, je pljučni zdravnik bil Furlan. On je tudi iz tega kroga. Pa recimo Pino, pa Pija, Nemka, Pija Mlakar, baletnika slovenska, vrhunska. Pa še bi, Drago Ulaga recimo, je tudi iz tega kroga. Pa še bi jih lahko našteval, veste, to so ljudje, ali pa potem, ki je v Ljubljano prišel, sta ga tako vzela v svoj krog Plečnik, to se pravi družba. On je iskal kakovostno družbo, slovenski pregovor pravi, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kakšen si. Trstenjak se je združil s kakovostnimi ljudmi in je kakovostno živo in umrl. Dr. Anton Trstenjak je bil v slovenskem prostoru med pionirji pozitivne psihologije, avtor prvega učbenika pedagoške psihologije in pomemben sogovornik tudi na področju klinične psihologije. Toda njegovo delo ni ostajalo le v predavalnicah in knjigah. Na Resljevo ulico v Ljubljani so ljudje desetletja prihajali k njemu po nasvet, pomoč ali le na preprost pogovor. Po pripovedovanju mnogih ni odklonil nikogar. Njegova soba je bila več kot pol stoletja neke vrste neformalna psihološka ordinacija, prostor poslušanja, razumevanja in zaupanja za ljudi v osebnih in družinskih stiskah. Za vsakega si je znal vzeti čas, predvsem pa je znal poslušati. Kakšen je bil dr. Anton Trstenjak kot psihoterapevt in svetovalec ljudem v stiski? Ali ga lahko prav zaradi tega praktičnega, vsakdanjega dela z ljudmi upravičeno štejemo tudi med začetnike slovenske klinične psihologije? O tem razmišlja profesor Jože Ramovš. To vprašanje je meni zelo zanimivo, pomembno, imam veliko izkušenj s tem, pa tudi poglabljal sem se vanj, zdaj, ko je bil simpozij tudi v domačem kraju pri njegovi, ker je v osnovno šolo hodil,
Pred par tedni o Trstenjaku sem prav to temo predavanje imel, Trstenjak kot pomočnik svetovalca. Tako da, kaj naj vam o tem rečem? Če vzamem v ožjem pomenu to psihološko svetovanje, pomoč v stiski, psihoterapijo, lahko, kako bi rekel, s prepričanjem ponovim, da je Trstenjakova delovna soba, to je knjižnica, njegova velika knjižnica še zdaj, da je pravzaprav, odkar sem ga jaz poznal, to se pravi tam od 70. leta pa do smrti, pa tudi prej v 50., 60. letih, ko jaz se nisem z njim družil še, je prav tako veljalo, da je bila neformalna psihoterapevtska ordinacija, ali pa, če že hočete, ker je bil Trstenjak tudi duhovnik, kako bi rekel, necrkvena spovednica. Jaz imam sam dovolj izkušen tudi s tem, da lahko iz prve roke, ker o tem Trstenjak ni govoril, verjetno z nikomer veliko, tudi midva nisva veliko. Ampak recimo, ko sva midva kaj delala, študijsko ali kakorkoli, se pogovarjala, pa je prišel človek, nenapovedan seveda, prišel k njemu, pa je potem bilo jasno prvi moment, da gre za pogovor, za terapevtski svetovalni pogovor, pa sta se predstavila. Potem sem jaz, večkrat se to zgodilo, rekel, se bom poslovil, pa rekel, ne, Jože, ti kar ostan, sej ti isto delaš, ostan tukaj, pa je pa še njemu rekel, lejte, sej, to je moj kolega, s katerim sodelujeva, tudi to dela, bo še boljši, če bova dva, a ne? Pa je rekel, in tako, da sem jaz velikrat bil pri teh pogovorih z ljudmi, ali depresivnimi, ki so bili z razpoloženjem, malodušni, poskuse samomora imeli že vse mogoče. Ali pa ljudje, druga kategorija ljudi je bila tam, kad sta doskrat prišla pod val, pa samo po en par v težavah, v medsebojnih odnosih, partnerskih, zakonskih, vzgojnih, družinskih in tako naprej. Kaj je sogovornik na tem področju najbolj cenil pri doktorju Trstenjaku? Kaj ga je najbolj krasilo? Če bi rekel, to, kar občudujem, lahko pri njem je bil vzoren poslušalec. Človeka je poslušal, po moje, res tako, kot da nič drugega ni na svetu, da ga je dojel. Poslušal ga je pa lahko tako pozorno, v globini, kaj je tudi zadaj za besedami, zato, ker je človeka spoštoval. To pa sva prej govorila o antropologiji. On je vsakega spoštoval res kot samega sebe ali pa kjergakoli. Čisto se je bil to klošar zapit, ki je smrdel, tudi teh je bilo zelo veliko, bom pa tudi do teh, kar rekel morda, ali pa je bil to visok političen dostojanstvenik ali cerkveni ali kakorkoli. Enako. Zanj je bil človek in ga je poslušal do konca. In on je na tisto znal potem res odzivati se človeško. Je tudi presodil zelo hitro, koliko človeku lahko pomaga, da bo ven prišel iz tega problema. V veliko primerih se to ne da. So problemi taki, ali v odnosih, ali v čemerkoli duševni, motnje, hude, skizofrenija ali kakorkoli, tudi huda depresija, ko ne more en svetovalec, psihoterapeut to reševati, ali pa kaj drugega, klošarje recimo, ko sem prej rekel, in drugi. Tam ni on nič manj zavzeto delal, vendar pa to, kar danes na nek način ni tako v ospredju, on je takrat človeku stoplo, podporno besedo, toplo človeško besedo, oporo človeka, to, kar danes rečemo spremljanje, ne samo spremljanje umirajočih. To je zelo razvito, hospic od Saundersove naprej, ne po Franklu. Vendar tudi človeka, ki v psihoterapiji ali kjerkoli mu ne moreš pomagati, duševno, socialno, tam ni konec človeške pomoči. Tam se začne druga pomoč, spremljanje, oskrbovalna pomoč, človeška opora. Za svoje svetovanje in pomoč ni doktor Trstenjak nikoli vzel in ne zahteval plačila. To vam pa lahko zelo potrdim. Ne 5krat, mnogokrat, kadarkoli sem bil zraven pri teh pogovorih, je človek, moški iz žepa, ženski iz torbice, na koncu so se postavljali denarnico, odprl,
gospod Trstenjak, koliko pa stane, koliko vam lahko dam za to, a ne? Vedno je tako vedro, pa to rekel, kar pospravite, veste, jaz sem preskrbljen, sem star, ko sva midva sodelovala, je bil star že 70, 80 potem. In rekel, jaz sem star, preskrbljen, sem duhovnik, nimam družine, imam penzijo, ne potrebujem, nobene potrebe nimam. Če imate viška denar, to, kar bi dali, kar ste se namenili, dajte za dober namen, kar vi mislite, da nek dober namen. To je izmeraj dodal. Ljudje pa so še kar ustrajali. No, nekaj bi vam pa vsem rekel, veste, kaj vam bom rekel? Če treba človeku za dobro besedo v stiski plačati z denarjem, je blizu konec sveta. Jaz pa ne bi rad, da bi bil zaradi mene prekmalu konec sveta. In takrat se je človek nasmejal, pa je denarnico pospravil in sta se lepo končala. On je znal na tak veder način težke stvari, težke, pa take kočljive. To seveda Trstenjakova izkušnja ni pravilo, da bi zdaj mogli psihoterapeuti danes zastojno delati, ampak Trstenjak je to delal ljubiteljsko. Pa ne samo to. Trstenjak je prostovoljsko, ne samo vso psihoterapijo, svetovanje, pomoč ljudem, to neposredno delal vse življenje zastojno. Trstenjak je bil po poklicu znanstvenik, raziskovalec, tudi vse znanstveno delo, ki ga je delal prostovoljsko zastonj, cel življenje. Od tistih prvih velikih raziskav reakcijskega časa na valovno dolžino baru, pa do konca življenja. Zadnje leto njegovega življenja smo na Inštitutu Antona Trstenjaka kandidirali na raziskovalni skupnosti državni za en projekt raziskovalni, kjer je bil on prvič uradno nosilec projekta in s tem tudi financiran, prvič v življenju pri 90 letih, en majhen projekt je to bil, pa tudi on od tega ni nobenega evra dobil, to je inštitut imel, ki je bil takrat na začetku. Glejte, tako da en paradoks je, da je pravzaprav on vse svoje znanstveno delo, pa vse svoje humanistično delo, pomoči ljudem v stiski, delal prostovoljsko, zastonj, kot svoj dodaten hobi, da tako rečem. Živel pa je od profesorske plače. Kot profesor, od tega pa živel in potem od penzije. S širino svojega dela in razmišljanja je dr. Trstenjak presegal slovenski prostor. Sledi, ki jih je puščal v znanosti in družbi, so prepoznali številni domači in tudi mednarodni krogi. Za svoje znanstveno in strokovno delo je dr. Anton Trstenjak prejel številna domača in mednarodna priznanja. Že leta 1953 je postal redni član Mednarodnega združenja za aplikativno psihologijo v Parizu, pozneje pa tudi član številnih drugih znanstvenih ustanov doma in po svetu. Bil je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter član Evropske akademije za znanost in umetnost v Salzburgu. Dolga leta je deloval tudi v Društvu psihologov Slovenije, ki ga je vodil kot predsednik in pozneje postal njegov častni član. Za svoje delo je dr. Trstenjak prejel vrsto visokih cerkvenih, državnih in znanstvenih odlikovanj. Leta 1974 ga je papež imenoval za častnega prelata. Leta 1983 je prejel Kidričevo nagrado. Leta 1988 nagrado Avnoja, naziv ambasador znanosti Republike Slovenije leta 1993 in leta 1996 zlati častni znak svobode Republike Slovenije. Profesor Jože Ramovš. Trstenjak za njega je značilno, da je imel duhovno in človeško širino. K človeški duhovni širini pa spada to, da človek razume, da je vsak človek drugačen. Ne samo, da ima drugačen prstni odtis za osebno izkaznico ali pa ne vem kaj vse lastnosti, drugačen genom, ampak da ima svoje izkušnje, svoje znanje, svojo usmerjenost in tudi svoj osebni nazor.
kako gleda nase, na druge ljudi, na razmere, na svet in na skrivnost, ki je večja od sveta. To se pravi, odkot ta danost, svet in mi. Če vzamemo en koc, odkot to izvira? Vemo, bomo rekli, od prapoka, ampak na koncu ta veličasten razvoj, Trstenjak je bil na nek način zaljubljen v razvoj človeka, človeštva in vesolja. Ena slika, poleg matere, sem prej rekel, ki je visela v njegovi in še visi, ki je v okvir dal povečati pa v okviru, ko je prvi človek Armstrong stopil na Luno. Ko stopa na Luno, vidite, on je za razvoj bil zelo. To se pravi, če pa imaš razvoj, nekaj novega zmeraj človek je ustvarjalen. On pa kot teolog, pa kristjan je pa verjel, da je božja podobnost človeka, ker to je pa vera, prav v tem njegovem ustvarjalnosti, v tem razvoju, zlasti v razvoju medčloveškega sožitja, etičnosti, dobrote. Njegov stavek je: dobrota ni sirota, dobrota je božja. To so njegove. To se pravi, da je ta širina bila za njega značilna. Druga zadeva, ki jo je imel od doma in od družbe svojih krščanskih socialcev in od vsega, je bila, da moramo iz te širine različnih ljudi sestavljati celoto. Njegovo geslo, ki je danes še bolj aktualno, je skup držmo. Držmo skupaj različni. In zato se on ni, kako bi rekel, on ni pomišljal, da je reševal kogarkoli. Lejte, prej smo o svetovanju govorila. K njemu so hodili, sem sam bil, ljudje, kako bi rekel, iz partijskih, komunističnih, visokih položajev in cerkvenih. Verni in neverni, verni in protiverni. Izobraženi doktori znanosti in znanstveniki, vrhunski domači in tuji, Frankel je bil njegov prijatelj in tako naprej, in klošari nepismeni, ki so zanemarjeni bili in smrdeli. Enako. Lejte, to je širina. In če to upoštevate, potem je razumljivo, da je Trstenjak človeka v potrebi, v stiski, ali pa študenta, ali pa profesorja mladega, ki je doktorat pripravljal, da mu je znanstveno pomagal, ali pa z dobro besedo, ali pa z denarjem. Tudi z denarjem. Več denar je razdal. Več denar je razdal za dobre namene. Navadno niti toliko ni imel za frizerja, kot če sva šla. Ni imel težav, da bi jemal človeka z njegovim dostojanstvom, ali bil enak po nazoru njemu. Je povedal, za Frankla je rekel, on je edini psiholog, pri katerem bi z veseljem vse, kar je napisal, tudi jaz podpisal. Pri mnogih je rekel, z večino stvari, ki jih misli, pa ki jih je napisal, se ne strinjam, to me pa zelo navdušuje. Vidite, delajo selektivno. In tako je pomagal vsem in večina ljudi na svetu, velika večina, vsaj 95% je pa ljudi normalnih. Normalni ljudje, pogledajte, dobra beseda, dobro mesto najde. V oddaji Glasovi svetov predstavljamo le nekaj drobcev iz življenja velikega slovenskega antropologa, filozofa, psihologa in teologa dr. Antona Trstenjaka. Letos zaznamujemo njegov dvojni jubilej, 120 let od njegovega rojstva in 30 let od smrti. O dr. Trstenjaku veliko pove tudi njegova znanstveno-raziskovalna pot. Čeprav ga danes večinoma povezujemo s filozofijo, antropologijo in psihologijo človeka, se je na začetku svoje kariere, med letoma 1941 in 1942, v Milanu posvetil eksperimentalni psihologiji in raziskovanju zaznavanja barv. Prav na tem področju je pustil tako močan pečat, da znanost še danes pozna tako imenovani Trstenjakov zakon. Trstenjakov zakon o reakcijskem času odzivanja na barve pravi, da se reakcijski časi za posamezne barvne tone gibljajo v obratnem sorazmerju z njihovimi valovnimi dolžinami.
Ponosni smo na Slovence in Slovenke, ki so se zapisali v zgodovino svetovne znanosti. Naj omenim Jožefa Štefana, Jurija Vego. Njima ob bok se postavlja dr. Anton Trstenjak, profesor Ramovš. Trstenjak je bil psihološko usmerjen v filozofijo. Izšel je iz Aristotela, to se pravi ta duhovna psihologija Aristotela, Aristotelova prva velika knjiga psihološka, ki ima tudi naslov O duši, Peripsihes, a ne? To je on predaval, to je pri filozofiji predaval, tako da iz tega je izšel. Potem doktoriral je 33. leta, že 29. leta, to je filozofski doktorat, 33. je teološki doktorat naredil v Innsbrucku. 29. leta je doktoriral iz Webra. Weber velja bolj ali manj soglasno za največjega slovenskega psihologa, najbolj bistrega. Tako da Trstenjak je bil, če že hočemo, po izobrazbi skozi tudi potem usmerjen bolj pedagoško, humanistično, psihološko, ne eksperimentalno. Je pa seveda psihologijo to imel in med vojno, tukaj so bili Italijani, je bila ista država, veliko se ni dalo, so ga poslali, ali tudi sam želel, tega ne vem, v Milano, ker je bila katoliška univerza in na njej je bil Gemelli, slavni Gemelli, psiholog, je imel, takrat bil po celem svetu znan, pri njem je šel specializacijo delati. Tako je med vojno je on delal v Milanu specializacijo, tam je bila pa eksperimentalna, moderna eksperimentalna psihologija. Gemelli pa ni znal nemško sam, pa Italijani niso veliko nemško znali, Trstenjak pa ker je od doma in v Innsbrucku je 2 doktorata naredil, je znal nemško kot slovensko, enako. Moj pa Gemelli dal naj prouči nemške barvne psihologe. In on je to proučil, poročal, pisal, kakorkoli že, in je na mah v nekaj mesecih, ki je specializacijo delal, zacvetel kot perla med študenti in profesori, in pri Gemelliju je dobil ugled, da največ ve. In Gemelli, pa drugi seveda so ga spodbujali na univerzitetnih laboratorijih in vse, da je to naprej delal. Poleg tega pa, ker je o tem pisal par člankov, takrat že med vojno, to so pa po celem svetu brali, ker so bili svetovni časopisi, revije o tem, je takoj padel noter. In ko je potem pa konec vojne bilo, doma, on je bil dekan takrat na teološki fakulteti ob koncu vojne, zadnje, ko je bila teološka fakulteta izločena in univerze, so vsi službo tako rekoč zgubili, a ne, ni bila več del univerze, ni bila več, bi mogla se razpustiti, v stečaj iti, vendar so pa Trstenjak in vsi drugi profesori naprej delali, študenti na teološki tako kot prej, ampak brez plače, če že hočete zastonj, takrat je mogel nekaj delati. Najboljši inženirji, tako sogovornik, so mu izdelali poseben aparat. Danes seveda je to elektronika, takrat je bila pa čist navadna fizika, lučke pa to, ki se je pritiskal z različnimi barvne žarnice in ljudje so pritiskali 100,000 teh eksperimentov in naredil, ko se prižge barva, zelena lučka, noter v škatli, ki je noter gledal, rdeča, rumena, zelena, vse barvne odtenke, ko zagleda pa pritisne. Ko takih poskusov narediš 10 in 10,000, Trstenjak je to delal, to je sam, to je tudi beležil potem seveda, koliko milisekund je kaj, in na velikem številu pa je prišla ven krivulja, da en konec barvnega spektra, ta recimo rdeča barva, je reakcijski čas veliko hitrejši. Človeško oko, možgani in živc, pritisk prsta hitreje reagira na rdečo barvo. Čim gremo proti drugem koncu, a ne, recimo proti zeleni, pa na drug konc, da so valovne dolžine krajše, tem počasneje reagiramo. Glejte, na tem principu je narejen semafor. Rdeča barva, hitro reagiraš, da boš hitro ustavil, da ne bo nesreče. Zaspeljati pa zelena, rumena, potem je pa lahko bolj počas. To je ta Trstenjakov zakon. To se pravi, da reakcijski čas človekovega odziva na določen barvni odtenek ali pa na valovno dolžino barve je sorazmeren
obratno sorazmernim z valovno dolžino. To je Trstenjakov zakon, samo danes je to bi bilo elektronsko igrivo lahko odkrit, ko se milisekunde merijo, medtem ko mehansko, ko je pa to bilo konc 40-ih pa začetku 50-ih let, je pa to bilo treba 10.000 poskusov, da je krivulja ratala zakonitost. Trstenjak je zanimiv za današnjega človeka po čem? Moje mnenje je, zdaj 30 let po Trstenjakovi smrti, moram pa reči, da mi manjka. Če bi bil zdaj živ, a ne 120 let star, bi bil seveda najstarejši človek na svetu, ampak mi ga manjka. Uro na teden bi mu zlatom plačal, da bi pokramljala pa kakšno razdrla. Kaj je po moje o Trstenjaku danes pomembno? Mi imamo en seminar, smo ga že prej imeli, za letošnje leto smo ga pa malo razvili, tudi knjiga bo o tem šla. To se pravi Trstenjakovo delo za oblikovanje lastne osebnosti in za delo z ljudmi. To se pravi njegova antropologija, če tako rečeva strokovno. Kaj je Trstenjakova zapuščina za razvoj lastne osebnosti in za delo z ljudmi? Te seminarje imamo, to je petek popoldne, pa soboto cel dan. Dokler imamo še kaj knjig, teh smo jih odpisali, ampak v zalogi Trstenjakovih zbranih del, to se pravi 5 knjig filozofskih smo jih izdali pred njegovo smrtjo skupaj z njim, tisto, kar prej ni šlo, od psihologije Baruch sva prej govorila, pa zgodovine filozofije, pa tako naprej, damo gratis, kdor želi za svojo knjižnico. Na tem seminarju pa po 10-15 ljudi, ki se naprej pripravijo in gradivo pošljemo, pa potem imamo temeljito 2 dni dela o tem, kaj Trstenjak lahko da meni, vam, komorkoli za oblikovanje lastne osebnosti in za delo in sožitje z ljudmi. Gotovo je ena najzahtevnejših nalog pisati knjigo o človekovi sreči. Kakor nepismen otrok se ji bližam bolj v hrepenenju in občudovanju, ko s pravim spoznanjem in razumevanjem. Če bi namreč o sreči hotel pisati uspešno, tako da bi ljudi res osrečeval, bi moral napisati kar pravi evangelij. Toda doslej so se vsi, ki so hoteli napisati 5. evangelij, pred svetom osmešili. Zgodovina je šla prek in mimo njih, njihovo modrost je postavila na laž, sami pa so izginili v njej brez imena in slovesa kot apokrifni, to je skriti, zatemneli ali pobledeli, nepristni pisci. Kdo bi me utegnil vprašati, čemu pa potem skušate pisati o človeku in njegovi sreči, če je to tako nemogoča naloga? Misel in delo dr. Antona Trstenjaka sta živa tudi danes, ker je znal človeka razumeti celostno, v njegovi stiski, iskanju, veri, razumu in hrepenenju po sreči. Glasovi svetov. Za prijazno sodelovanje se zahvaljujem profesorju Jožetu Ramovšu. Oddajo Glasovi svetov smo radijsko oblikovali Ajda Sokler, Jure Franko, Max Pust in Iztok Konc. Hvala za pozornost, spoštovane poslušalke in poslušalci.